Nasilje nad ženskami je res široko razširjeno. Prisotno je povsod po svetu, ne glede na razvitost posamezne države ali družbe. Žrtve nasilja prihajajo iz različnih družbenih slojev, so različnih ras, narodnih pripadnosti, spolne usmerjenosti in podobno, prav tako kot tudi povzročitelji nasilja. Če govorimo o številkah pri nasilju v družini, je zelo težko govoriti pač o konkretnih statistikah. Ena od stvari je, zakaj je to, ker se to dogaja najpogosteje za zaprtimi vrati, žrtve pa v nasilju, ki ga doživljajo, težko spregovorijo. Druga stvar pa je, da tudi nimamo nacionalne raziskave za področje nasilja nad ženskami, tako da se poslužujemo nekih ocen mednarodnih organizacij, ki pravijo, vsaka četrta ženska je žrtva nasilja, nekatere pa tudi vsaka tretja. Priloga, ki je pred vami, danes izhaja iz stvarnosti, tukaj in zdaj. Namenjena je vsem žrtvam nasilja, kakor tudi strokovni javnosti in pa vsem zainteresiranim. Sestavljena je kot nek priročnik pomoči, kjer lahko dobite informacije, kam se lahko obrnete, če ste žrtva nasilja. Kakor smo pisali v našem uvodnem spremnem tekstu te publikacije, v vedenju je mož, zato dam te v roke in se preberete. Povedala smo že, da je v parlamentarni proceduri trenutno zakon o preprečevanju nasilja v družini. Verjetno že večkrat smo sporočile, da prisotne nevladne organizacije zelo podpiramo sprejem tega zakona. Za nas je izjemno pomemben iz preprostega razloga, ker upamo, da bomo s tem temeljem, ki ga lahko ta zakon pravzaprav zagotovi, lahko izgradili kakovosten sistem pomoči žrtvam nasilja v družini. V prilogi, ki jo je opisovala Lili, je opisanih več vrst nasilja nad ženskami. Eno od teh je tudi trgovanje z ljudmi, in Katjuša Kodelekos iz društva Ključ se bo osredotočila na trgovino z ženskami oziroma na trgovino z ljudmi. Lepo pozdravljeni tudi v imenu društva Ključ. Sem predsednica društva Katjuša Kodelekos in v parih besedah mogoče bi želela osvetliti pojav trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Večinoma se naša predavanja začnejo s stavkom Slovenija je država izvora, tranzita in končne destinacije, in to definitivno drži, to se izkazuje vsako leto sproti, čeprav nimamo prav visokih statističnih podatkov o tem, koliko žrtvam na leto pomagamo, pa vendar je potrebno vedeti, da človek, s katerim se trguje, je v bistvu človek, ki so mu kršene najosnovnejše človekove pravice. In v zadnjem času, mogoče, mislim, da je prav, da to poudarim, imamo vedno več primerov, ko skušamo pomagati žrtvam trgovine z ljudmi, ki prihajajo iz romskih okolij, se pravi ženskam in otrokom, s katerimi se trguje, in na katere včasih države, skoraj večina držav pozablja oziroma se v bistvu opravičujejo, da to je način življenja v romskih družinah. Torej, proti temu se moramo upreti, definitivno ravnati z njimi enako kot z vsemi ostalimi žrtvami trgovine z ljudmi, in Društvo Ključ pomaga tako slovenskim državljankam in državljanom, kot tudi tujim državljankam in državljanom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Je pa res, da je pa v Sloveniji najpogostejša oblika trgovine z ljudmi prisilna prostitucija, zato tudi največkrat k nam pridejo v pomoč ženske. Še ena stvar, ki bi jo zelo rada upozorila, je ta, da upam, da bomo v času predsedovanja Evropski uniji v Sloveniji končno ratificirali Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju trgovine z ljudmi, kajti mislim, da je čas, da tudi kot predsedujoča država pokažemo in s tem spodbudimo tudi druge države, da podpiramo boj proti trgovini z ljudmi. Zato, da je nasilje nad ženskami nekako razširjeno od bojnega polja pa do domače spalnice. Se pravi, če pomislim na tisto hudo obliko, recimo spalnega nasilja, posilstva, če umeli spalni napadi v Darfurju, v Sudanu,
nekdanji Jugoslaviji v času vojne, posilstvo kot orožje vojne, preko recimo žensk, ki se znajdejo v rokah države, recimo preden sem prišla sam, sem videla eno sporočilo za javnost od Amnesty International glede Brazilije, kjer so imeli eno žensko za dlje časa zaprli v priporu skupaj z moškim, ni več kot posiljena, se pravi država ni ustrezno ravnala, da bi jo zaščitila, pa do ne nazadnje seveda nasilje v družini, kjer če si spet lahko sposodim primer, da ponazorim v sosednji Madžarski je bila narejena na zadnjih raziskav Amnesty International, tam 3/4 posilstev, ki se pač završi nad ženskami, završijo storilci, ki jih ženske poznajo. In stanje je tako slabo, da ženske ne poročajo, ne prijavljajo tega. Celo recimo ena sodnica Madžarska, ki se je pogovarjala s raziskovalci Amnesty International, je dejala, da ona sama, če bi bila žrtev posilstva, ne bi prijavila, ker se mi zdi dosti vem, ki je sodnica v sodnem sistemu. Skratka, gre za ta širok razhod. Dejstvo pa je, da je to nasilje tako široko in pa trdovratno zakorenjeno, zato ker jo družbe dovoljujejo. Družbe seveda smo vsi mi, eno zelo pomembno vlogo in pa moč ima potem seveda pa država. In to bi se jaz koncentrirala, ker tudi Amnesty International v glavnem svoje kritike, dobre nasvete in tako naprej usmerja v državo, ker je ona takima, ki se je zavezala za mednarodnim pravom in ki je dolžna poskrbeti za ljudi na svojem ozemlju. In države dostkrat zanižijo v takih primerih, ne kaznujejo ustrezno, ne poskrbijo za žrtve nasilja. Da gre pri nasilju nad ženskami za človekove pravice, za kršitev človekovih pravic je samo po sebi umevno, ampak recimo da omenim nekaj konkretnih kršitev, ki se pri tem dogajajo. Zdaj, nasilje pomeni kršitev pravice do telesne celovitosti, do duševne celovitosti, do zdravja, do življenja v končni fazi, lahko se konča tudi z umorom, recimo, da ne smeš biti podvržen mučenju, krutemu ravnanju in podobno. K sreči nekje na mednarodni ravni se v zadnjem desetletju in pol nekako vedno bolj širi to spoznanje, da je nasilje, kršitev človekovih pravic, da je to pomembna oblika diskriminacije žensk, tako da je v bistvu bila sprejeta že vrsta deklaracij, ki poročilna konferenca v tej smeri, da morajo države ukrepati, nazadnje tudi odbor, ki deluje na podlagi konvencije za odpravo nasilja vseh oblik diskriminacije žensk, je opozoril na to, da je nasilje na podlagi spola oblika diskriminacije, ampak jaz bom tukaj prepustila več kolegici. Jaz bi rada samo še omenila en koncept, ki je zelo pomemben z našega vidika za varovanje, se pravi, poleg te notranje zakonodaje, ki je izjemno pomembna in seveda tudi ta mednarodni pravni okvir, ki državam pa nalaga, da poskrbijo za ljudi na svojem ozemlju. In gre v bistvu za en tak krog dobre prakse. Država mora spoštovati človekove pravice, kar pomeni, da jih sama ne krši. Drugi element je, mora ščititi človekove pravice, kar pomeni, mora ščititi pred drugimi. In tukaj ne velja ta izgovor, da se nekaj dogaja za štirimi stenami. Ne, ženska država mora zaščititi žensko tudi doma pred stolicem. Poleg tega mora pa uresničevati uživanje človekovih pravic, kar pa pomeni, da ustrezno ukrepa z ukrepi, ki so ji na voljo, največ, ko so se v zakonodajni zahteve, tako zelo pomeni ta zakon, v katerem je Špila in pa ljudi ste že omenjali. Ne nazadnje pa, čeprav v mednarodnem pravu včasih se zdi, da manjka tistih nekih učinkovitih sredstev v notranjem pravu, nekako malo policijo pa zgrabi storilca in ga skozi pravosodje se kaznuje. Včasih se zdi, da na mednarodni ravni mogoče malo manjka teh nekih ustreznih mehanizmov, ki bi bili učinkoviti, ampak ne nazadnje pa obstajajo. In recimo tale opcijski protokol konvencije, v katerem so govorila gospa Mojevalo, sem zdaj, da za to ministra.